Spoštovani, državni praznik, dan upora proti okupatorju, je vsakoletna priložnost, da se Slovenci s ponosom ozremo v preteklost in poudarimo, da smo si z odporom prav partizanov priborili svobodo, na katerih je zgrajena nova in sodobna slovenska država. Zato nam svoboda ne sme biti samoumevna. Zanjo so bile potrebne mnoge žrtve, saj je druga svetovna vojna po splošnih ocenah terjala 60 milijonov življenj, na Slovenskem okoli 100 tisoč. Zato trdim, da je in mora biti dan upora proti okupatorju naš državni in nacionalni ponos. Je dokaz, da smo Slovenci kleni, požrtvovalni in vztrajni v boju za naše pravice. Kot majhen narod smo bili in bomo vedno na udaru. Zato naj nas dejanja prednikov, tistih, ki so storili nekaj več za preživetje našega naroda, zlasti pa partizanov, navdajajo z optimizmom in nam vlivajo upanje pri premagovanju vsakodnevnih ovir. Svobodo in mir moramo čuvati in biti tenkočutni do vsakih vnosov družbenega nemira in razprtij, ki lahko pripeljajo v vojne grozote. Zveza Združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenije želi z novim, nastajajočim partizanskim filmom, katerega zgodovinsko dogajanje se je zgodilo nedaleč od tukaj, na Menini planini, prikazati pomen narodno-osvobodilnega boja za slovenski narod. Resnična zgodba, kako se je skupini 500 partizanov uspelo prebiti iz obroča okoli 12 tisoč okupatorjih vojakov, je junaška in čustvena, hkrati pa predstavlja visok nivo moralnih in etičnih vrednot, ki so odlikovale borce. Prepričan sem, da bo film, ki prihaja na kinematografska platna to jesen, navdušil in omogočil prenos vrednot narodno-osvobodilnega boja zlasti na mlajše generacije. Tudi naše glasilo Svobodna beseda se vrača v zlate čase, ko je bila sporočilnost medija Zveze borcev še pomemben del vsakdana naše družbe. TV15 smo nekoč že poznali kot časopis in prav v to obliko se vrača naš edini medij, ki kot mesečnik služi za informiranje našega članstva in simpatizerjev. Ravno pred letošnjim praznikom, dnevom upora proti okupatorju, prehajamo na časopis z namenom čim širšega dosega informiranosti naše baze. Že z aprilsko številko izhajamo z naklado 12 tisoč, kar je mnogo več, kot smo poznali do sedaj. Smo na dobri poti, da Svobodna beseda doseže vsak kotiček Slovenije. Zato verjamem, da bo v bodoče zanimanje za naše glasilo še večje. Dragi tovarišice, dragi tovariši, april je mesec, ko slavimo naš osrednji državni praznik, dan upora proti okupatorju. To je za Zvezo Združenj borcev za vrednote NOB Slovenije najpomembnejši praznik, ki poudarja bistvo našega delovanja kot spomin na ustanovitev Osvobodilne fronte slovenskega naroda, iz katerega je šel ves narodno-osvobodilni boj. Iz teh korenin je leta 1948 zrasla naša organizacija, ki je danes tudi največja veteranska organizacija v Sloveniji. Kljub na trenutke težkih in nam nenaklonjenih časov se Zveza borcev trudi in želi ostati aktualna, predvsem pa videna in slišana v družbi, delovati kot motor moralnih in etičnih vrednot. Zato vzemimo časopis Svobodna beseda kot darilo ob našem najpomembnejšem državnem prazniku. Naj bo to še eden mejnik v zgodovini uspešnega delovanja naše borčevske organizacije. Bodimo ponosni in zgledni nosilci vrednot narodno-osvobodilnega boja. Ne pozabimo, da si narod sodbo piše sam, zato odločno zavračajmo nasilje, hujskaštvo in vsako družbeno nestrpnost. Bodimo ponosni na partizanstvo in poskrbimo za prenos dediščine narodno-osvobodilnega boja na mlajše rodove. Odločno predstavljamo sporočilo, da so partizani osvobodili domovino in da slovenske države ne bi imeli brez zmagovitega narodno-osvobodilnega boja. Iskrene čestitke o prihajajočem državnem prazniku in hvala lepa za povabilo.